Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 23. junij 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Kako se bo potem, ko so Združene države Amerike bombardirale jedrske objekte v Iranu, odzval Iran? Premiki slovenski politiki. Kaj je prinesel Anže Logar, zakaj se z vrha Nove Slovenije poslavlja Matej Tonin? O valu negativizma v komunikaciji svetovalko za odnose z javnostmi Anito Mlakar. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. V nedeljsko jutro smo se zbudili z novico, da so Združene države Amerike napadle 3 jedrske objekte v Iranu. Novico je na svojem družbenem omrežju objavil ameriški predsednik Donald Trump, ki je napad označil kot zelo uspešen, nato pa v nagovoru v Beli hiši napovedal, da bo napadov še več, če se Iran ne bo odločil za mir. Iranski zunanji minister je v nedeljo zjutraj ameriške napade obsodil kot nezaslišane in poudaril, da si Iran pridržuje vse možnosti za obrambo svoje suverenosti. Iranski parlament naj bi bil že odobril zaprtje ključne pomorske poti skozi Hormuško ožino. Gre za ozek morski prehod na izhodu iz Perzijskega zaliva, ki je ključna točka svetovne trgovine z nafto, saj po tej poti prepeljajo približno 20% svetovnih potreb po nafti in plinu. Združene države Amerike so se tako vpletle v vojno med Izraelom in Iranom, ki jo je z napadom na Iran 13. junija letos začel Izrael. V studiu lepo pozdravljam našega sodelavca Mihaela Šmirmavla, ki nam bo pomagal razumeti, kakšne bi lahko bile posledice dogajanja na Bližnjem vzhodu za ves svet. Mihael, slišali smo, kakšni so bili torej prvi odzivi Irana, se morda da napovedati kaj več, kaj lahko pričakujemo v naslednjih dneh. Dobro jutro. V bistvu pred Iranom so 3 različni možni odzivi. Prvi odziv je, da se v bistvu vrne nazaj za pogajalsko mizo glede svojega jedrskega programa. V nedeljo zjutraj smo slišali od iranskega zunanjega ministra v Istanbulu v Turčiji tudi nekakšno zavezanost diplomaciji, ampak tako kot ne vemo še, kakšen bo odziv. Torej, drugi možen odziv bi bil, da Iran vnovič začne pospešeno bogatiti tale uran. V nedeljo je prišlo do nekih poročil, da v bistvu velika večina tega jedrskega gradiva oziroma materiala ni bila poškodovana v ameriških napadih na tiste 3 jedrske objekte po Iranu. Zdaj tukaj je še ogromno nejasnosti, ampak vseeno bi se Iran, če bi mislil, da je varnost oziroma stabilnost režima pod takšno nevarnostjo, da se odloči pospešeno izgraditi jedrsko orožje. Tukaj naj tudi omenim, da v bistvu Iran ima vso raketno tehnologijo za neko konvencionalno jedrsko bojno glavo, kar bi lahko pomenilo res nekakšno močno zaostritev tega konflikta. Kot tretji odziv pa je veliko večje konvencionalne narave. Torej, omenila si Hormuško ožino. Iran se seveda lahko odloči za blokado oziroma da zapre tole Hormuško ožino, kar pa bi najverjetneje vnovič potegnilo Združene države Amerike v konflikt. Torej, tukaj bi lahko Iran mogoče tudi poskrbel za različne napade na tankerje, torej popolno blokado. Moramo se omeniti tudi, da ima Iran širom Bližnjega vzhoda ogromno razvejano, čeprav rahlo ošibljeno mrežo teh nedržavnih miličnih akterjev, tako imenovane osi odpora. To so libanonska milica Hezbola, jemenski Hutijevci, pa tudi različne iraške militantne skupine, ki bi lahko začele s pospešenimi napadi na recimo izraelske cilje, ameriške cilje po regiji, pa tudi na ladijski promet v Rdečem morju. Tako da v bistvu Iran ima tukaj ogromno paleto v bistvu različnih ciljev oziroma različnih odzivov. Lahko bi v končni fazi tudi začel obstreljevati različne savdske in pa ostale zalivske naftne rafinerije, do česar pa je na primer denimo tudi prišlo leta 2019. Tako da Iran ima tu ogromno različnih možnosti za različne odzive na te ameriške napade.
Dobro poznaš dogajanje na Bližnjem vzhodu, sploh pa spremljaš zelo podrobno torej dogajanje med Iranom in Izraelom od 13. junija letos. Veliko si pisal o tem, kakšen je to vpliv na svetovno gospodarstvo, kako je torej nedeljski dogodek spremenil to, kakšne posledice za gospodarstvo bi lahko bile torej po Trumpovem dejanju in potem po odzivu Irana. Ja, v bistvu v ospredju je tukaj nafta. To zanima vse, tako borzne posrednike, analitike, kot tudi navadne ljudi. Zaradi tega, ker nafta bo tudi v končni fazi najbolj vplivala na nas, na naše mesečne račune, skratka na naše denarnice. V bistvu tukaj moramo se zavedati različnih scenarijev. Torej, v primeru blokade prej omenjene hormuške ožine so po najbolj nekih mračnih scenarijih bi sod severnomorske nafte Brent narasel na približno $130, kar bi pa pospešilo inflacijo po celotnem svetu, tako da to bi čutili tudi mi. Potem eden izmed odzivov, kot sem prej omenil, so tudi napadi na ladijski promet v Rdečem morju, kar bi potem tudi otežilo oziroma skratka zmotilo ladijski promet skozi Sueški prekop, kar ima tudi velik vpliv na recimo Luko Koper, pa tudi na Slovenijo. Tako da to je nek gospodarski vpliv tovrstne situacije. Skratka, z tem, ko bi se dražila nafta, bi naraščala inflacija, tukaj bi se v končni fazi tudi morale odzvati različne centralne banke, ki v zadnjem obdobju pospešeno nižajo obrestne mere, vsaj tukaj merim na Evropsko centralno banko, medtem ko je recimo ameriška centralna banka Fed v sredo obrestne mere ohranila nespremenjene. Tukaj je morda tudi vredno omeniti oziroma spremljati kitajski odziv, zaradi tega, ker vkolikor bo prišlo do blokade hormuške ožine, to prizadene tudi Kitajsko samo, ki je največji kupec iranske nafte, in pa vseeno moramo se zavedati, da čez hormuško ožino gre tudi iranska nafta, ne samo nafta iz različnih zalivskih držav, tako da bi to posredno potem tudi vplivalo na iranski proračun, ki pač Iran v tem trenutku potrebuje veliko denarja za tole trenutno vojno, ki jo bije z Izraelom. Zato je tukaj v bistvu ogromno še različnih nekih neznank, pri čemer pa naj še enkrat omenim, da največji strahovi so pa da bi se v bistvu nafta vnovič zelo podražila. Zdaj trenutno en sodček severnomorske nafte Brent stane $77. Od začetka izraelskih napadov na Iran 13. julija se je povečal za približno 10%. To je ta začetni dvig, ki je bil največji v prvih dneh napada, nato pa so se trgi nekako prilagodili na to novo realnost, ampak zato bo vredno spremljati čez nekaj ur, ko se odprejo borze, kaj se bo v bistvu zgodilo in kako močno se bo tole naraščanje napetosti prelilo na borze in na svetovne trge. Hvala, Mihael, za ta pojasnila. Na domačem političnem parketu se karte slabo leto dni pred volitvami vse bolj mešajo. V dopisništvu v Ljubljano pozdravljam sodelavca Mateja Grošlja, ki podrobno analizira premike na levi in desni. Matej, zdravo. V petek si pisal o tem, da naj bi evropski poslanec Vladimir Prebilič ustanovil novo stranko in se podal na parlamentarne volitve leta 2026. Kaj bo torej Prebilič povedal o tem na današnji novinarski konferenci? Tjaša, zdravo. Ja, vse kaže, da bo Prebilič danes napovedal, da ustanavlja stranko, s tem bo prekinil večmesečna ugibanja o svoji politični prihodnosti. Že dlje časa je namreč znano, da Prebiliča mika vstop v nacionalno politiko. V zadnjih mesecih se je recimo srečal z mnogimi političnimi akterji, tipal je teren, preigraval svoje možnosti in zdaj je očitno napočil čas za nov korak v njegovi politični karieri. Trenutno ima okoli sebe zelo ozko ekipo ljudi, njegova tudi terenska mreža je zaenkrat skromna in za preboj na volitvah ga vsekakor čaka še ogromno dela. Oteževalna okoliščina zanj je, da ima obveznosti evropskega poslanca. To pomeni, da časa za pripravo na volitve ne bo na pretek.
So pa ambicije na državni ravni pri njem zelo visoke. Mika ga predvsem položaj predsednika vlade, ampak trenutno nekako vse kaže, da utegne prihodnjo vlado voditi bodisi Robert Golob, bodisi Janez Janša. In glede na to, da Prebilič sodi na levo sredino, bi po neki naravni poti sodil v vlado, v kateri so tudi sedanje 3 koalicijske stranke. Kaj pa pomeni njegov vstop v politično tekmo na nacionalni ravni? Ja, koalicija je precej zadržana do Prebiličevega vstopa v politiko. To predvsem zato, ker predstavlja konkurenco vladnim strankam. Glasove bi namreč lahko imel predvsem Gibanju Svoboda in Socialnim demokratom, seveda pa računa tudi na podporo neopredeljenih volivcev, ki zavračajo tako Goloba kot Janšo. Tu v resnici nastaja paradoks. Ankete javnega mnenja kažejo, da bi se morala sedanja koalicija zelo potruditi za osvojitev večine v naslednjem mandatu. Prebilič kot novi igralec pa bi lahko z dodatnimi glasovi odločilno prevesil tehtnico pravzaprav na levo sredino. Nekateri pravijo, da bi se z njegovim vstopom v politično tekmo na levo-sredinski prostor preveč drobil, ampak čar proporcionalnega volilnega sistema, ki ga imamo v Sloveniji, pa je ravno v tekmovanju več strank. Potem pa je seveda stvar politične spretnosti, kako najti skupni interes in sestaviti koalicijo, ki bo trdna. V vsakem primeru pa bo naslednji mandat drugačen kot zdajšnji. Svoboda kot glavna stranka bo zagotovo imela manjšo moč kot doslej in če bo Golobov zaupan drugi mandat na čelu vlade, bo moral zagotovo sprejemati več kompromisov, naloga zanj bo prav gotovo težja kot v zadnjih 3 letih. V današnjem Večeru analiziraš tudi Anžeta Logarja, ki je pred 7 meseci ustanovil stranko Demokrati. Kakšne so ugotovitve, kaj je Logar prinesel v slovensko politiko, odkar je zapustil SDS? Ja, splošna ugotovitev nekako je, da je Logar že zapravil kar nekaj političnega kapitala, ki ga je pridobil na predsedniških volitvah 2022. Čeprav sam pravi, da na parlamentarnih volitvah naslednje leto računa na velik uspeh, ki bi mu zagotovil več kot 20 poslancev, se zdi, da je to utopija. Zgodovinar in politični komentator Luka Lisja Gabrielčič je za današnji Večer denimo izpostavil, da je Logar izjemno počasen, pa tudi neaktiven, odkar je ustanovil stranko. Po njegovi oceni Demokrati delujejo kot satelit SDS-a, pri čemer je zanimivo, da Logar ne izpostavlja svojih tem v svojem političnem delovanju, ampak se nekako šlepa na ostali opozicijski stranki. Ni nepomembno, da ima tudi Nova Slovenija več politične iniciative kot Demokrati. To se denimo vidi pri 2 interpelacijah, ki sta trenutno v postopku. In morda je Logarjeva težava v tem, da je bila njegova edina politična izkušnja 2 desetletji v bistvu povezana z SDS-om in očitno je, da ne zna povsem prekiniti s tem. Na desnici se trenutno ustvarja politični trojček, v katerem so SDS, NSI in Demokrati. In glede na to, da Logar neprestano govori o sodelovanju in povezovanju tudi prek političnega pola, dejansko skoraj da ni dvoma, da je njegov položaj rezerviran v desni vladi, ki pa jo glede na politična razmerja lahko vodi samo Janša. In pa, ko pa Janša vodi vlado, so ostale koalicijske stranke izrazito podrejene in capljajo za SDS. No, premikov v slovenski politiki pa torej še zdaleč ni konec, pišeš, jeseni se z vrha Nove Slovenije poslavlja Matej Tonin. Zakaj takšna odločitev, kaj to pomeni za krščanske demokrate? Ja, dejansko odhod Tonina ni nobeno presenečenje. V zadnjih mesecih se je o tem zelo veliko špekuliralo. Problem Nove Slovenije je v tem, da se ne more odlepiti od skromnih odstotkov, ki jih spremljajo v zadnjih letih. To je tudi povezano seveda z dominantnostjo in organiziranostjo SDS-a. Tonin je v zadnjih 3 letih vedno govoril, da NSI ne bo nikoli več sodelovala v vladi, ki bi jo vodil Janša. Toda očitno so v stranki zdaj spoznali, da je to praktično nemogoče, zato spreminjajo smer in postajajo odprti za vse možnosti. Nova Slovenija pa je pod Toninom po moji oceni zamudila priložnost, da bi postala neka žlahtna konzervativna stranka.
Imela je namreč premalo svežih idej. Velikokrat se je opirala na ideologijo in v takih razmerah nek občutni preboj ali pa odcepitev od te Janševe politike praktično ni mogoč. Veliko vprašanje je, ali lahko trende obrne novi predsednik stranke. V zakulisju se omenja predvsem, da ima največ možnosti za Toninovega naslednika, bivši minister v Janševi vladi Jernej Vrtovec. Pod črto pa bi rekel, da zagotovo velja, da glede na diskurs Nove Slovenije, ki gre v smeri, da Golobova vlada ni naredila nič, je to bolj ali manj jasno, da je za stranko pravzaprav edina možnost, da pomaga Janši pri vrnitvi na oblast, pri tem pa bi se tudi sami lahko vzeli kos pogače. Matej, hvala za pojasnila. Gostja tokratnega podcasta Moj uspeh je bila Anita Mlakar, nekdanja novinarka in urednica, pa tudi televizijska in radijska napovedovalka, danes pa predvsem svetovalka za odnose z javnostmi in komunikacijo. Anita Mlakar je tudi mojstrica javnega nastopanja, svojo podjetniško pot pa kmalu še nadgrajuje z eno izjemno zanimivo čezmejno zgodbo, ki prepleta več področij, več svetov. V podcastu Moj uspeh, ki ga vodi Mitja Sagaj, je govorila predvsem o komuniciranju, o njegovi vlogi in pomenu v tem komunikacijskem viharju, ki je nastal predvsem s pojavom platform in družbenih omrežij. Negativna komunikacija sproži val negativne komunikacije, recimo tudi na omrežjih. In ja, ko to beremo, nas zaboli in marsikdo mi potem včasih reče: Anita, zakaj greš pisati potem spodaj ali pa skomentirati nekaj pozitivnega, če pa veš, da se bo en val negativizma potem sunate. Jaz pravim, dokler bomo tisti, ki še imamo kaj dobrega zapovedati, pa kaj prijaznega govorili, tako dolgo je neko upanje za to naše človeštvo, če lahko tako rečem, da ne posplošujem. Če bomo pustili, da se samo ta negativa širi, ker negativa sproži negativo, ko pa se pozitivno začne dogajati, se pa vendarle začne malo pozitivno razmišljati. In jaz nekako vlečem ljudi in imam en ta val ljudi, ki skušamo skupaj ustvarjati neko boljše okolje komunikaciji. Jaz mislim, Mitja, da je naša generacija, kakšna generacija, mogoče tudi prej, ampak tudi moji vrstniki smo zavozili komunikaciji popolnoma, ne vsi, ne bom generalizirala pa posploševala, ampak to izhaja iz nas. Odrasli se danes tako pogovarjamo. V politiki, sam vidiš, kakšna je tradicija, kaj se dogaja. In vsi pravijo, ja, mladi, kaki so, ne znajo komunicirati, ni upanja. Mladi komunicirajo tako, kot jih mi učimo. Pogovoru lahko prisluhnete na vseh platformah za podcaste, YouTubeu, Spotifyju, Apple Podcast ali na Večerovi spletni strani pod rubriko Podcasti, lahko pa intervju seveda tudi preberete, objavljen je v današnji tiskani izdaji časopisa in na spletni strani večer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 23. junija 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prenaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.